Učenci obkrožujejo, podčrtujejo, povezujejo, vstavljajo besede v prazna okenca, delovni zvezki le redko od njih zahtevajo oblikovanje polnih stavkov. Če vstavljamo samo posamezne besede, ne tvorimo pa celih stavkov, smo s tem zelo osiromašili kognitivni razvoj tistega otroka. Take naloge razvijajo doseganje ciljev na najnižjih taksonomskih stopnjah. Naloge, ki ne zahtevajo polnega izražanja, prav tako prispevajo k slabši pismenosti otrok kot premalo branja. In če je to v prvi triadi, nekako branje in pisanje se temeljno konsolidira tam nekje do 10. leta, ne? Je to res katastrofa. Če se učenec mora izražati bolj skromno, se tudi nauči na to bolj skromno izražanje. Kar se že opazi pri študentih in o čemer že pričajo raziskave. Ko vam pa povem, da je stvar že precej zavožena. Gimnazijska komisija za slovenščino že zadnji 2 leti poroča, da je izražanje v esejih izrazito slabo, da je izrazito padlo. Jaz na faks dobim ljudi, torej študente, ki pišejo tako, kot bi pisali SMS sporočila en drugemu, brez velikih začetnic, brez glagolov, brez ločil. A kljub temu še ne gre vreči puške v koruzo. Dober primer, kako se da tudi drugače, so učitelji na ljubljanski osnovni šoli v Trnovem. Učim v 5. razredu osnovne šole, to pomeni, da poučujem večino predmetov. Delovne zvezke v mojem oddelku uporabljam samo pri matematiki. Uporabljam pač avtentična gradiva, ki jih pripravljam sama ali jih pripravljam skupaj z otroki. Zdaj v tem šolskem letu sem zelo velik poudarek dala tudi na pisanju v zvezke. Sem učiteljica nemščine in na naši šoli na malo drugačen način poučujemo jezike, že odkar sem jaz tukaj 20 let. Brez delovnih zvezkov, ker se nočemo z delovnih zvezki omejevati. Mi bi radi jezik uporabili kot sredstvo za spoznavanje drugih vsebin, zato ogromno delamo na medpredmetnih povezavah, na aktualnem dogajanju, na avtentičnih dogodkih in potem nam je delovni zvezek z tega vidika samo ovira. Celo ravnateljica, ko je še poučevala fiziko in bila hkrati avtorica nagrajenega kompleta delovnih zvezkov, teh ni uporabljala. Delovnega zvezka nisem mogla uporabljati, zato ker je vsaka ura drugačna, vsak oddelek je drugačen in sem za vsako uro pripravljala gradiva, ki so sledila napredku učencev, njihovim potrebam. Čeprav delovni zvezki z vnaprej pripravljenimi nalogami učitelju delo olajšajo, ga hkrati tudi zelo omejijo, znanje učencev pa osiromašijo. Napiši, opiši, tega manjka. Napiši, nek argument, zakaj tako misliš. In seveda je pa potem to treba pregledati, dati povratno informacijo in potem spet nazaj, kar pa je nekako dodatno delo za učitelja. Ampak jaz mislim, da je boljše včasih narediti manj, pa tisto bolj poglobljeno, kot pa samo hiteti, skozi učbenik oziroma delovni zvezek, ker dosti krat od učiteljev, od naših študentov slišimo, da starši se potem pritožujejo, 10 strani je ostalo pa recimo praznih. Če sam pripravljaš gradiva, v bistvu sam izbiraš tipe nalog, vsebino nalog, zahtevnost nalog, za katere veš, da bodo vodile učenca, da dosega čim boljše znanje. Vzame pa res dosti več časa, kot pa da samo vzameš delovni zvezek, odpreš na tej in tej strani in rešuješ. Želim, da berejo daljša besedila in z teh daljših besedil potem ali tvorijo naloge, ali so to tipa matematike, ali so tipa družboslovja. Se pa zelo dobro vidi, da otroci, ki so uspešnejši, pomenijo, da imajo več stika z samim daljšim besedilom. Opažam tako kot motivacijo, kot interes za učenje, pa za obisk nemščine, zaradi tega, ker jih ne omejujemo za tisto odprite na strani 12, na 13, samo listamo, ampak se lahko pogovarjamo o temah, ki njih zanimajo. Jaz bi rada, da oni kjerkoli nivo, kjerkoli tematiko sveta, če vzamejo kjerkoli nemški časopis v roke, da ga znajo prebrati, da nek kontekst razumejo. Učenci vse manj berejo in tudi vse manj pišejo. Težko jim je prepisovati daljša besedila, kaj šele oblikovati proste spise. Če jim bomo zaradi tega stvari olajševali, bo vse le še slabše. Poiskati moramo novo pot. Če kdaj dam naloge izbirnega tipa, zmeraj potreben zraven še argument. Zakaj si se to tako odločil ali odločila? Zapiši, bodi si dokaži z nekim izračunom, bodi si dokaži s
premislekom. Ena možnost je, da učitelji pripravljajo naloge sami, prilagojene potrebam določenega razreda. Druga pa, da delovne zvezke predrugačimo. Predvsem pa, da jih podvržemo strokovni presoji, tako kot je bilo nekoč in kot še vedno velja za učbenike. To se vsekakor strinjam, to bi bilo nujno. Da so delovni zvezki, ki omogočajo širši kognitivni razvoj, predvsem, da se recimo pišajo celi stavki, ne pa samo posamezne besede in da se povezuje ta dve točki ena z drugo. Predvsem recimo pri določenih predmetih so lahko tudi strokovne napake v delovnih zvezkih, zato ker jih pač nihče ni pregledal. Zavoda za šolstvo odgovarjajo, da so delovni zvezki lahko učitelju dragocena podpora, ko pa zavzamejo osrednje mesto pri pouku, omejujejo učiteljevo ustvarjalnost in vodijo k rutinskemu ter manj poglobljenemu pristopu. Zavedajo se dilem glede vsebinske zahtevnosti in jezikovne kakovosti posameznih delovnih zvezkov, to namreč vpliva na razvoj pismenosti in učnih dosežkov. Učitelje zato spodbujajo, naj delovne zvezke kritično presojajo, naj jih jemljajo le kot eno izmed možnih podpornih orodij in ne kot glavno vodilo pri izvedbi pouka. Odgovora na to, da bi jih znova strokovno presojali, kot so jih nekoč, pa nismo dobili. Kot veste, je program ravno kar bil narejen, da se postavljajo novi učni načrti in v tistem, kar sem sam videl, ne vidim posebej upanja, da bo kaj drugačen. Edini torej, ki lahko v tem trenutku kaj spremenijo, so učitelji. Od otrok naj zahtevajo več pisanja, čeprav se bodo otroci temu upirali. Naloga pa je tudi na starših. Naj ne bodo kritični, če delovni zvezki ne bodo vsi izpolnjeni. Več pozornosti naj raje namenijo temu, koliko so popisani navadni zvezki.